Kako si olajšati delo, je vprašanje, ki je zaposlovalo ljudi že od prazgodovine naprej. In to vprašanje ni slabo vprašanje, kajti če se sprašuješ, kako si olajšati delo, potem si na dobri poti, da iznajdeš nekaj, kar ti bo delo dejansko olajšalo. Če si ne bi spraševali, kako si olajšati delo, ne bi imeli pralnih strojev, ne bi imeli pomivalnih strojev, ne bi imeli raznih dvigal in podobnih pripomočkov. Sama sem bila pred izziv, da potrebujem nek pripomoček za delo, postavljen nekje v osnovni šoli, kakšnem 5. razredu. Takrat je oče mene in mojega mlajšega brata povabil v gozd in rekel, da mu bova pomagala naložiti precej debelo deblo. Deblo je imelo kakšnih 300 kilogramov, se pravi, je bila njegova teža, sila teže 3000 newtonov. Če bi hoteli to deblo dvigniti iz tal na prikolico, bi ga morali dvigniti 1 meter visoko. Z bratom se nama je zdela ta naloga praktično nemogoča. Tudi če bi oče dvignil polovico, torej 1500 newtonov, bi moral vsak od naju dvigniti še z silo 750 newtonov. To je 75 kilogramov, za takrat je bilo to za naju preveč. Pa je oče kmalu razrešil dilemo in prinesel od nekod 2 veji, naslonil jih je na prikolico, ustvaril nekakšno klančino, deblo je bilo na začetku te klančine in potem smo lepo potiskali gor. Imeli smo torej klančino in naša naloga je bila to deblo zakotaliti gor. Če se deblo ne bi kotalilo, ampak samo drselo, bi ga morali potiskati s silo, ki je enaka dinamični komponenti sile teže. Če se spomnimo, kaj je to dinamična komponenta sile teže, če je to sila teže pri nekem telesu in potem narišemo dinamično in statično komponento, tako, ugotovimo, da če je klanec majhen, je dinamična komponenta majhna, če pa klanec povečamo, se pri isti teži dinamična komponenta vedno bolj veča. Višji kot je klanec, večja je dinamična komponenta, z višjo silo moramo delati, če hočemo kamen potisniti naprej. Če je sila teže večja, se prav tako dinamična komponenta poveča. To deblo nam je nekako uspelo potisniti gor. Kasneje, ko sem bila v 9. razredu, pa sem izvedela, da so ta pripomoček uporabljali že davno, tudi delno pri gradnji raznih visokih stavb, tudi piramid. Pripomočku se reče klanec. Uporabljamo ga pa ravno zato, da delujemo z silo, ki je manjša od prvotne sile. Seveda mora pa pri tem ostati pravilo, da je opravljeno delo enako spremembi, v tem primeru potencialne energije, ker mi iz višine 0 dvignemo telo na višino h. In to je 1 krat g krat h. Če bi delovali na predmet direktno navzgor, bi torej morali delovati silo Fg in dvignili ga bi na višini h. Recimo, da je to pot S1, to pa naj bo sila F1. Druga možnost pa je, da ga tiščimo. Tiščimo ga z manjšo silo, F2, ampak pot je daljša. Delo vemo, da je F krat C, lahko pa imamo veliko silo, F1, na kratki poti S1, ali
manjšo silo F2 na daljši poti S2. Če pogledamo, kaj bi to pomenilo v našem primeru. Naše telo bi morali naravnost nagor dvigniti za silo 3000 N. In sicer na poti 1 meter. Če bi imeli klanec, ki je dolg 6 metrov, pa bi namesto za silo 3000 N delovali samo za silo 500 N. Ki smo jo zmogli tudi otroci. Sploh, če upoštevamo, da je na eni strani to delal oče, 250 N, potem je za naju z bratom ostala samo še sila 250 N, to je tako, kot da bi dvignila 25 kg. In s tem nismo imela težave. Klanec nam torej omogoča delati z manjšo silo na račun tega, da je pot daljša. To lahko zelo dobro izkusimo, ko hodimo v hribe. Če hočemo priti na vrhu, je ena možnost, da gremo naravnost navzgor. V tem primeru se zelo utrudimo, čeprav je pot krajša. In zato je dosti bolje, da hodimo po klancu sem in tja. S tem pot podaljšamo in silo, s katero hodimo, zmanjšamo, smo manj zadihani. Klanec je torej naše prvo orodje, prvi pripomoček za delati. Toda dilem v življenju ni tako hitro konec. Nekoč sem s sinom šla na igrišče in tam sva našla gugalnico. Sin je bil star 2 leti, imel je kakšnih 15 kg in želel se je gugati z mano. Jaz sem bila takrat že žena in bila sem dosti večja in težja od njega. Imela sem 60 kg. Kmalu sva ugotovila, da se bova gugala lahko samo, če se bom jaz premaknila iz konca bolj naprej. Takrat nam je gubanje šlo dobro od lok. Velja namreč pravilo vzvoda. Če na eni strani deluje sila F1 in je ta sila, prijemališče te sile, od osi vrtenja oddaljena za R1, na drugi strani pa deluje sila F2 in je ta razdalja R2, potem velja, da mora biti sila F1 krat ročica R1 enako sili F2 krat ročici R2. Takoj postane jasno, da če je tukaj pri manjši sili ročica R1, mora biti potem pri večji sili ta ročica dosti krajša. V tem primeru bi to pomenilo 150 N krat 4 metre je 600 N, 150 krat 4 je ravno 600, torej krat 1 meter. To pomeni, da če je moj sin sedel 4 metre stran od osi, bi jaz lahko sedela samo 1 meter in potem bi bilo guganje prijetno. Imamo še malo takšen vzvod. Če damo utež bližje, potem delujemo z manjšo silo nasproti. Če utež damo bolj vstran, moramo tudi mi delovati z večjo silo. Če roko damo bolj vstran, s tem zmanjšujemo našo silo. Kje nam bi to prav prišlo? Recimo, da poskušamo odpreti neko steklenico. Z rokami jo ne moremo odpreti, ker je sila, s katero bi mogli dvigniti ta zamašek, prevelika. Če pa uporabimo odpirač, ta deluje kot vzvod. Vzvod izkoriščajo tudi škarje. Za papir sta te ročici lahko približno enako dolgi, če pa imamo škarje za žice, mora biti
ročica, na katero mi delujemo, dosti daljša, kot pa je ročica, na katero deluje, ki deluje na železo. Zakaj? Papir ne potrebuje velike sile, zato je lahko ta razdalja celo enako dolga kot ta. Ko pa imamo žico, ki jo le s težavo prerežemo, potrebujemo škarje, ki imajo sprednji zelo kratke ročice, vzadaj pa zelo dolge. Ker velja, daljša kot je ročica, manjša sila je potrebna. Krajša kot je ročica, večja sila se zgodi. Naslednji pripomoček je škripec. No, tukaj imamo prikazano, kako deluje škripec. Če želim jaz premakniti neko utež, ki ima maso, recimo ta ima maso 600 newtonov, potem moram tudi jaz delovati z silo 600 newtonov na drugi strani vrvice. Edina dobra stran škripca je to, da meni ni treba vleči gor, ampak lahko vlečem dol. Ko povlečem, tako vlečem dol in predmet gre gor. Če se teža zmanjša, potem je tudi sila, s katero jaz delujem in moram vleči, manjša. To je pritrjen škripec. Pritrjeni škripec spremeni samo smer. Dobra stran pritrjenega škripca je to, da meni ni treba delovati v smeri premikanja, recimo v tem primeru bi morali delovati gor, ampak preko škripca lahko to smer izberem sama. Lahko bi vlekla sem, lahko bi vlekla dol, kamorkoli. In to je zelo praktično in dostikrat manj nevarno, kot pa če bi mogla vleči v smeri sile, v smeri premikanja. Pri tem pa velja, da je sila, s katero delujemo, enaka sili bremena, ki ga želimo premakniti. Samo smer je drugačna. Velja tudi, da če jaz to premaknem za 1 meter naprej, se bo tudi to breme dvignilo za 1 meter gor. To je pritrjen škripec. Poleg pritrjenega škripca pa imamo tudi gibljiv škripec. Poleg pritrjenega škripca pa imamo tudi gibljiv škripec. To je škripec, ki se lahko premika. Poglejte, če jaz potegnem vrvico, se bo tudi škripec premaknil gor. Tako. Gibljiv škripec nam omogoča še več kot pritrjen škripec. Če imamo tukaj predmet s težo 600 newtonov, nanj sedaj delujeta dve sili. Ena je sila vrvice, ki je pritrjena vzgori na strop, in druga je sila, s katero delujem jaz. Čeprav je telo težko 600 newtonov, lahko jaz delujem samo z silo 300 newtonov. Če je teža bremena manjša, delujem še z manjšo silo. V bistvu mi en gibljiv škripec vedno silo razpolovi. Namesto 400 newtonov delujem z 200 newtonov. Namesto 800 newtonov delujem 400 newtonov. Poglejmo pa, kaj se dogaja z razdaljo. Ko jaz potegnem vrvico za 1 meter gor, se predmet premakne samo za pol metra. Torej, jaz vlečem 1 meter vrvice, predmet se dvigne samo za pol metra. Če jaz delujem na nek predmet, z silo, lahko delujem z silo, ki je polovico manjša, kot je sila bremena, ampak, če jaz to premaknem gor za 2 metra, se bo breme dvignila samo za polovico, za 1 meter. Tako zopet velja, da je sila krat opravljena pot enaka delu, se pravi F1 krat S1 je F2 krat S2. No, poglejmo si zdaj še en sestavljen škripec, ki je v bistvu sestavljen iz, tukaj vzgoraj je pritrjen škripec,
Tukaj imamo pa gibljiv škripec. Naša naloga je, da dvignemo breme, ki je težko 100 newtonov. Tukaj imamo gibljiv škripec, zato vsaka vrv prevzame 50 newtonov. S pomočjo pritrjenega škripca pa zdaj mi poskrbimo za to, da nam ni treba vleči gor, ampak lahko vlečemo dol, čeprav se bo predmet premikal gor. Lahko pa škripec naredimo še težji. Kot vidimo, imamo tukaj breme nekako vpeto v 4 vrvi, to pomeni, da vsaka vrv vzame 25 newtonov. To pomeni, da moramo z vrvjo vleči potem samo silo 25 newtonov. Če bi želeli breme silo 100 newtonov dvigniti 1 meter visoko, pa bi zato potrebovali silo, se pravi 100 newtonov krat 1 meter, to je tisto, za kar se telesu spremeni potencialna energija temu predmetu, in mi bi mogli potem silo 25 newtonov delovati 4 metre daleč, ker se morajo vse 4 vrvi dvigniti za 1 meter, to pomeni skupaj 4 metre.